pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Danes bomo z vami delili raziskovanja nadvse zanimivega človeka. Zdaj, kaj se je dejansko njemu zgodilo in kdo je to? Zelo zanimivo in sicer med študijem je moral prevesti iz angleščine nek članek in je spoznal, da ima, ne vem, ena angleška beseda, veliko različnih pomenov, v slovenščini pa samo enega. In v tem času je mislil, se pravi neka preprostost in primitivnost naše slovenščine, jezika preprostega, pastirskega, poljedelskega ljudstva. Ampak ko je v naslednjih desetletjih prevedel iz angleščine v slovenščino več 100 knjig, nekaj 10 iz drugih jezikov, pa tudi nekaj 10 v druge jezike, je pravzaprav uvidel nasprotno. In sicer, da je naš materni jezik najbrž eden izmed najbolj preciznih jezikov na svetu. To je Peter Amaljeti in danes je v naši družbi, je prišel na kavo oziroma na čaj ali pa sam na vodo. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Bravo. Moram reči, da smo bili pred kratkim v Damanhurju in glih eden izmed naših potnikov je rekel, čuj, pa kaj ti veš, da je slovenščina bojda, da en izmed izvirnih jezikov tegale Amaljetija bi pa mogli povabiti v goste. In sem rekla, ja pa seveda, se imava že dogovorjen termin, ne? Sinhronost, ne? Sinhronost je seveda tista. Sočasno. Ugotovil ste, da slovenščina ni kar en jezik, ampak da besede v sebi skrivajo mnogo večje zaklade, kot mi morda mislimo. Res je, naše slovensko besedišče je v resnici, kot odkrivam, zakladnica modrosti, obenem pa, bi rekel, kot vemo, kdor pač to ve, pa ga zanima, bi rekel, sodobni lingvisti, jezikoslovci trdijo, da je pomen besed stvar družbenega dogovora, kar je tudi res, ampak v resnici je to res samo za umetne jezike, kakršne so angleščina, nemščina, francoščina, v katerih te lingvisti tudi razmišljajo. Zdaj, jaz pa sem, moje prvo odkritje, bi rekel, pri tej slovenščini to, da je najnatančnejši jezik, je res, ampak dejansko je bilo to, da sem odkril, da pri nas so besede, njihov pomen določa njihova sestava, njihova zgradba, se pravi črke, iz katerih je sestavljena, že imajo ukodiran, ugrajen pomen v sebe, v same sebe, kar, bi rekel, me je potem to toliko fasciniralo, da sem se poglobil v to svoje prvo odkritje in se mi je potem s časoma prikazala, bi rekel, velika slika jezika, ki je naraven po svojem izvoru in tukaj je pa ta precedens, ker vsi lingvisti govorijo, kakšna je tragedija, da mi ne moramo nikoli spoznati prazjezika, ker pač obstajajo sicer več teorij o nastanku jezika. Jaz recimo zastopam monogenetsko teorijo, se pravi, iz enega pride več, da prvi jezik, če je bil prvi človek na svetu, pa je govoril en jezik, zato bi rekel Adam kot prav človek, bi rekel, se je potem iz tega jezika so se razvili številni jeziki. Obstaja tudi druga lingvistična sicer tudi teorija, ker pravi, da so bili različni centri, ker se je pač to razvijalo. Ampak dejstvo je to, da sem tudi dosti globinsko proučeval lingvistične razlage o nastanku in razvoju jezika in enostavno te umetni jeziki, v katerih lingvisti razmišljajo in jih poznajo, so že toliko oddaljeni od prajezika, da v resnici ne morejo tega začutiti in dokler ne bodo spoznali slovenščine, tudi ne bodo mogli tega spoznati. Ampak to odkritje, eno odkritje je vodilo v drugo, drugo odkritje je bilo pač, da imamo to, že v same besede slovenskih imamo vgrajene modrosti in moralne nauke in sporočila. Zdaj, najbolj preprosto bi rekel, samo tepec tepe, recimo, naprimer, tepec tepe, kdo drug bo tepel. Ali pa recimo... Ena od prvih, ki sem jo jaz spoznala in začela uporabljati, je naključje, ključ je. No, ta je tudi zelo, bi rekel, zanimiva, ker pri tej besedi
ki jo pri nas mešajo za slučajno. Ampak dejstvo je, da ne more biti naključje, da imamo dve besedi in to ni slučaj, da imamo slučajno in naključno. Zaradi tega, ker bi rekel, slučajno temelji na lučaju, tako kot lučaj, ki je nekaj približnega. Ko ti zalučaš kamen, ga ne vržeš v tarčo. Ampak kar nekam. Nekaj slučajnega, to v angleščini bi rekel randomness. Dočim to naključje, če si besedo bi pogledali bližje, bi videli, da prvo je razdeljena na ključ je, Zdaj, že to ni slučajno, da je to na ključje, ker to, kar je na ključ, mi vemo, da si daš hišo na ključ postaviti, nekaj, bi rekel, nekaj, kar ni slučajno. Pravi, nekaj, kar se je moralo zgoditi in ima globi pomen, ki ga morda tale trenutek še ne vidimo, ampak predstavlja ključ. Ja, in to dostikrat mislimo, slučajno sem neko žensko srečal slučajno, ampak pol, ko se v njo zaljubiš, vidiš, da to ni bil slučaj, da to je bilo naključje, ker preko naključij se, bi rekel, zdaj, če lahko tako rečem, volja bogov izpolnjuje. Slučaj je pač slučaj. Pa poglejmo še besedo sporazum. Ja, ta beseda je bila tista, ki je meni odprla, bi rekel, vrata v zakladnico našega besedišča. Pač to je čisto slučajno, ampak pol je ratalo to nekaj ključnega. Zdaj, če pogledamo besedo sporazum, jaz namreč sem pred dosti leti, že 10-15 leti, sem za društvo Paradoks pripravil tečaj sporazumevanja in ker je bil to prvič takšen tečaj, da sem ga sam pripravil, sem pač takrat razmišljal, kako se naj bi tega lotil in sem rekel, prvo moram opredeliti pojme in sem rekel, beseda sporazumevanje je glavni pojem tečaja. In sem si jo napisal in sem gledal v njo in potem sem dal evanje proč, ker je bilo preveč, čeprav imam že razlage tudi za evanje, bi rekel, ker Eva je tista, ki se zna sporazumevati, ampak to zanima veze tle. Če pogledamo besedo sporazum, vidimo, jaz sem takrat videl noter, da je razdeljeno, v bistvu je to sestavljeno iz več besed, spor, a, z, Na sporazumu smo, gremo še enkrat nazaj na sporazum. Spor, a, z, om, se pravi, kaj je v resnici sporazum? Sporazum je vnaprejšnji dogovor razrešitve eventualnega morebitnega spora. Tako da v tem smislu imamo definicijo besede že iz teh besed, ki jo sestavljajo. Res pa, da stvari niso tako preproste, ker recimo, to sem že pred leti odkril, ampak potem kasneje sem pa pol, če gledamo še naprej, sporazum, pa potem, bi rekel, ker pri črkah nosijo pomen soglasniki, ne samoglasniki se glede na narečja spreminjajo, mi dva lahko sva z različnih narečij, pa ne bi boste rekli Bog, jaz bom rekel Bog, ali pa recimo, zdaj hočem to reči, a veste, sporazum, ampak če pa ti pa o zamenjaš, pa dobiš besedo s porazom, kar bi lahko bilo tudi dejansko, ker dokler ti enega ne premagaš, na nek način ne bo sporazuma naredil. Zdaj, s porazom. In potem, če pa pogledamo besedo poraz, recimo, ker nimamo napisane, ampak poraz, zdaj, ker pri naši, če je jezik bil naravni, v enem trenutku so začeli besede iz druge smeri, ker jim je zmanjkalo zlogov, in če ti poraz prebereš nazaj, vidiš zarob. Zarob. Se pravi, ko ti poraziš, jih lahko oropaš. Zarob. In potem, če ta zarob samo premečamo, imamo tudi zapor. Zapor. Krtisko rob. In potem, če mi zapor preberemo nazaj, imamo pa ropaš. Ropa z, ampak to je tudi še ropaš. Tako da, ko vidiš vse te povezave v besedah, pa v pomenih, kako se to vse skupaj povezuje, jaz pač to pravim, da to je neke vrste kabala. Zdaj mi, kdor ve, kabala imajo v hebrejščini za številkami in črkami in tako naprej, ampak hebrejščina je umetni jezik, ki so ga si izmislili, tako kot je sanskrt umetni jezik in angleščina in tako naprej. Slovenščina je pa naravni jezik. Zdaj, zakaj jaz to s tako, bi rekel, v prepričanju se trdim? Zaradi tega, ker sem pač enostavno
v svojem nadaljnjem raziskovanju, ki ni bilo nikoli načrtno, veste, ampak enostavno meni ena notranji glas kot intuicija, ki me vodi, a ne. In dejansko sem potem razdelal teorijo, ki ni teorija, ki opisuje v bistvu razvoj prajezika od govorice telesa do sodobnega jezika, ne, ki pa je zdaj, in to jaz lahko z samim razvojem, z besedami, ne, ker uvedel sem recimo, izumil sem etimološko pravilo, etimologija je veda o viru besed, etimološko pravilo, starejše besede so krajše, najstarejše besede so najkrajše, kar je čisto logično. Ne. In če gledamo, da se jezik razvije iz govorice telesa, in ker človek je bil žival tako, kot so živali, a ne. In tudi živali se oglašajo, tudi govorijo nekako, rekel, ne, zdaj, čem je razlika med človekom in živaljo, ne bomo zdaj razpravljali, ampak hočem reči to, potem se pa z evolucijo, v bistvu razvoj jezika je evolucija človeka in dejansko mi ne moramo imeti homo sapiensa, dokler ni homo lokens, pravi vedoči človek, misleči človek, lahko obstaja šele potem, ko ima govor, ne? Ker mi mislimo v besedah in v stavkih. Ne? Zdaj, prvotni prajezik tudi ni imel stavkov, a ne, je bilo sestavljen prvotno, a veste, mi imamo tudi ono govorico, aha, ne, to je ta naša notra, to je ta stara govorica telesa, ko se ti lahko z drugimi jezikovnih... Normalno sporazumevaš, brez besed pa točno ve, kaj je, ne? Pa ve, kaj je, ja. Zdaj, res je tudi to, da lingvisti so odkrili vedno znova, da recimo dva, ko se srečata, je 93% vsega je že medtem, ko se pogledata in se bližata govorica telesa, samo 7% je pa pol odstotkov je pa izrečene besede. No, ampak ko smo ravno pri besedah, če pogledamo naprej, naslednja beseda, ki je mene v vaših zapiskih zelo medved. Ja, recimo, zdaj za medveda je zanimivo, da so govorili vse mogoče lingvisti o tem, kaj bi naj to pomenilo, zelo zanimive razlage so imeli sicer, ampak če pogledamo besedo medved, pa če razdelimo med in ved, vidimo, to so dve stari, tričrkovni besedi, triglasni besedi. In zdaj, obenem mi vemo, da medvedje resnično iščejo med, ker so sladkosnedi. Vedo, kje je med. In vejo, kje je med in zato imajo to ime, medved. Kaj pa Slovenija? Je tudi ena taka posebna beseda, ki razkriva, kakšni smo Slovenci? Zdaj, jaz osebno se v tej prvi, bi rekel, ker v temu sem ravno napisal knjigo Praslovenščina Adamov jezik, bi rekel, se ne ukvarjam sicer z razlagami, bi rekel, etimološkimi toponimov in lastnih imen in tega, ker zdaj se ukvarjam bolj z besedami in tudi glede Slovenije imamo toliko različnih teorij in ne bom o tem zdaj govoril, ampak jaz bi samo upozoril na eno dejstvo, ne. Čestitam tistemu človeku, ki je pred toliko leti odkril v besedi Slovenija besedo ljubezen, ne, love. Čestitam mu, a ne, ker to je v tem mojem duhu. Ampak noben pa recimo si ne pogleda besede Slovenija iz mojega vidika, jasno, ker ne pozna in zdaj recimo, zdaj vi ste sicer love, venija, ne, vi ste dala noc ta love, ampak če pogledamo tako kar slo, ne, slo, zdaj, kaj bi bilo to slo? Mi vemo, sla, slo, potem imamo lov. Aha, lov, ja, lov kot... Lov, ker lovci, mi Slovenci smo jagri, a ne, Slovenci smo jagri, bili od nekdaj, a ne, lov. Potem imamo oven, ker smo gojili drobnico, a ne. Ja. Zdaj pa ven bi lahko bilo tudi to, kako Slovenci skozi svoje domovine hodijo. Pač zdaj za naprej ne bi razlagal, čeprav, ampak se mi zdi to slo, ki je lahko tudi sloves, a ne, v smislu slava, a ne. Lov, ker recimo v drugi knjigi obdelujem pa to, kako pa, zato ker je slovenščina prajezik, in prababica sanskrta je potem jo lahko najdemo v vseh jezikih drugih, vsaj kar jih jaz poznam. Slovenščino. Ja, in recimo ravno ta beseda love, ne, pride iz slovenske besede lov. Ker kaj je
bi rekel, lov, ljubezen, ljudje lovijo, moški lovi žensko, ženska lovi moškega, potem, ko jo ulovijo, postanejo oni sicer pleni, tiste zveri, ki so jo lovili, ne, ampak v bistvu ljubezen in lov je zelo povezana, ne, se strinjava. Ja? Kakorkoli, ampak zdaj, če pogledamo mi besedo lov, recimo, ker je kratka, si jo lahko predstavljamo, lov, pa jo preberamo nazaj, ne, to so pač te kratke besede se tudi nazaj imajo pomen. Vol? Vol. Vol. Ker pol je tako, tist, ki ni lovil, je imel pa vola, ne? Je imel pa govedo in drobnico, a ne? Vol. Ne? Zdaj, recimo volk, volk, ne? Je tako, kot da bi bilo iz vola, da prišel, ampak ne, jaz mislim, da je volk pride iz velk. Kaj pa beseda politika? Ja, ta je zelo zanimiva zdaj. Bi rekel, ker namreč po tej moje teoriji, kot pravi jezik, mi tudi, ko dobimo tujke, so v bistvu že bile naše. Ker politika je tuj izraz, kot mi rečemo, ki prihaja iz latinščine, verjetno. Ampak zdaj ugotavljamo, da je slovenščina naravni izvorni jezik. Seveda. In zdaj jaz to tako berem. Politika, če si pogledamo besedo, pol iti kam. Ker kaj je vprašanje politike? Prihodnost, kam bomo šli? To bi morali, čeprav naši politiki se bolj ukvarjajo z nečim drugim, žal. Ampak načeloma, kam bomo pol šli? Ja, kam pol iti, kam pol iti? Mislim, bi rekel, notor je tudi politiki pol kaj polijejo tudi, ne. Ne, bi rekel, pa kam polijejo, zdaj odvisno, kam si zgleda. Politika, se pravi, kaj politi, ne? Ja, bi rekel, zdaj, pol na tem delamo lahko pol različne razlage, ker če je stvar naravna, je pol nadnaravno povezana, da imaš pol notne steto pomenov skriti. Kaj pa dama? Ja, to sem ravno zadnjič, ko sem vam pol dal seznam, prvič pogrunto, dama, se pravi, to je ženska, ki ima in ki da. Zdaj, zakaj ima, pa kaj da, je pa drugo, ampak dama, se veste, dama da, ne vzame, rekel, karkoli je to, recimo, ali pa recimo tle, je tudi za madam, to sem tudi zadnjič pogruntil, madam, ker mi mislimo, da je francoski, ampak v redu, odkot je pa francoščina prišla, bodo rekli, ja, z latinščine, ampak odkot je pa latinščina prišla, z etruščanščine, in etruščanščina in slovenščina sta pa eno in isto, No, madam, je to, veste, ko kakšna primorka, ki se odloča, a bo dala ali ne, pa reče, dam. Ne bo, ne? Ja, bi to lepše. Ja, dobro, sej vam povem, vse te ene razlage so bolj šaljive, ker jaz nočem iz tega narediti nekaj duhomornega, kar sicer jezikoslovci so naredili iz naše slovenščine, nekaj zelo duhomornega, sicer na teoretični ravni, ampak kot rečeno, to ni teorija, kar vam govorim, to je resnica. Se pravi, bi se mogli kar precej zamisliti nad tem, da uporabljamo slovenščino takšno, kot je, in da jo ocenimo in spoštujemo. Ampak kako kaže zdaj slovenščino? Ima potencialno možnost? No, veste kako, jaz osebno bi rekel, da je fenomen ta že, da smo Slovenci kljub vsem političnim pritiskom, razdelitvam, razcepitvam, zasedbam in smo še vedno lahko hvaležni, da je. In imamo, še stalno negujemo jezik, ker jezik je tisto sveto od Slovencev od nekdaj bilo, zato ker je tudi edina točka referenčna, okrog katere kdo je Slovenc? Tisti, ki se proglasi za Slovenca in ki zna govoriti slovenski, zdaj tudi še ne govori najboljš, ker kakor vemo, je slovenščina ravno, ker je tako natančen jezik, se ga je težko naučiti. Če nisi rojen, če nimaš matere v slovenščini, ali pa če ne hodiš v šole kot otrok. Noben odrasel človek, ko ni Slovenc, ne zna dobro govoriti, razen kakšni naši južni bratje. Najlepša hvala za tale pogovor in za vse informacije, ker ostanete še. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, vas pa seveda vabim, da še kakšno informacijo najdete tudi na www.klepet.ob kavi.si.
Tam lahko najdete brezplačne meditacije, pa tudi zanimive novice sveta in vse minule posnetke oddaje Klepet ob kavi. Na YouTube kanalu imamo že več kot 1 300 000 ali že 1 400 000 posnetkov oziroma ogledov, tako da vas vabimo, da si pogledate tudi tam. Sicer pa prijavite se na elektronske novice, torej na brezplačni elektronski časopis, ki ga prejmete z vsemi takimi in drugačnimi informacijami, za katere nažalost nimamo časa, da vam vse povemo v okviru naše oddaje Klepet ob kavi. Torej hitro na klepetobkavi.si. Sicer pa so nam ves čas, za tiste, ki nimate dostopa na internetu, na voljo tudi naše svetovalke na 02 6200 230, tako da ne ignoriramo niti tistih, ki imate to čast, da nimate interneta in da vas ne mika potem, da ostale informacije najdete tudi preko računalnika. Torej 02 6200 230 ali pa spletna stran. Hvala. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.